Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije bo v naslednjem mandatu sledila usmeritvam, ki smo jih na nek način poudarjali že tudi v času, ko smo se pripravljali na volitve v organe zbornice. In sicer je ena od izjemno pomembnih nalog, ki smo si jih zadali, priprava strategije razvoja slovenskega kmetijstva in slovenskega gozdarstva. Tukaj pričakujemo veliko podporo kmetijskega resorja, vendarle imajo oni podatke, imajo tudi resurse, zato da lahko skupaj sooblikujemo to dolgoročno strategijo za razvoj slovenskega kmetijstva in gozdarstva in se odgovorimo tudi na nekatera zelo pomembna vprašanja, ki so danes odprta v slovenskem prostoru, tako glede pomladitve kmetij, kako upravljati z majhnimi kmetijami v bodoče, kako razvijati prehransko suverenost, prehransko varnost, kako umestiti družinske kmetije kot pomemben steber slovenske prehranske varnosti in samooskrbe. Torej, to je ena taka zelo pomembna naloga, ki jo želimo do konca mandata tudi udejaniti. Naslednja pomembna naloga, ki smo si jo zadali, je iskanje načina, kako stabilizirati dohodek na slovenskih kmetijah. Mi vemo, da so slovenske kmetije majhne, manjše od povprečja v Evropski uniji. Povprečje v Sloveniji je okoli 7 hektarov in to je premalo, da bi takšna kmetija lahko imela prihodek za eno polno delovno mesto. Večina takšnih kmetij tega nima. Nekatere, ki so specializirane morda v kakšne bolj specialne kulture, že lahko razvijajo tudi ta prihodek, ampak na drugi strani, kot sem dejal, večina jih nima. Zato si želimo, da bi na sistemskem nivoju, lahko tudi s kakšnimi drugačnimi pavšalnimi načini obdavčitve, z debirokratizacijo dodatnih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, našli načine, kako pospeševati pridobivanje dohodka, morebiti tudi iz nekmetijske dejavnosti na teh kmetijah. No in če bomo odgovorili na to vprašanje, sem prepričan, da se bomo znali odgovoriti tudi na vprašanje, kako razvijati družinske kmetije kot temelj prehranske varnosti. Tukaj sem vesel, da smo že pred leti, ko sem imel priložnost govoriti tudi z nekaterimi kolegi kmetijskimi ministri drugih držav Evropske unije, praktično enotni. V Evropi, celotni Evropi postaja družinska kmetija temelj prehranske suverenosti. Tudi v Sloveniji vidimo, da so velika kmetijska podjetja v bistvu vedno stvar prodaj, tudi finančnih špekulacij in tako naprej. In zaenkrat sicer to še ne ogroža, ne vpliva na prehransko suverenost, prehransko varnost v Sloveniji, ne vemo pa, kaj bo v bodoče. Torej, naslednjo pomembno vprašanje je pomladitev slovenskega kmetijstva. Če bomo našli načine za stabilizacijo dohodka, potem bo zagotovo interes mladih večji za prevzem kmetij. In tega si želimo, torej kot že rečeno, si želimo, da bi skupaj z mladimi kmeti našli načine za to, kako pospešiti generacijsko prenovo slovenskih kmetij. Naslednje področje, ki je zelo pomembno in ga želimo poudariti, so tudi območja omejenih dejavnikov, torej OMD območja. Kar 3/4 slovenskih kmetijskih zemljišč v uporabi je na teh območjih, torej to zelo pomembna tema slovenskega kmetijstva. Jaz sem zelo vesel, da je ministrstvo že dvignilo sredstva za ta območja z omejenimi dejavniki, torej bodo plačila večja. Vem pa, da zagotovo nas pa čakajo še nekateri izzivi, kot so prenova točkovalnika na podlagi izkušenj zadnjih 2 let, morda nova merila pri določanju točk OMD točk in s tem tudi plačil. Torej, tukaj imamo še nekaj izzivov, morda celo iskanje sredstev izven kmetijstva za razvoj gorskih ribovskih kmetij. V mislih imam seveda druge dejavnosti, predvsem turizem, ki se napajajo na teh območjih, ker so lepa, zanimiva, vozijo tja gor turiste in od teh območij tudi turisti, zaradi teh območij tudi turisti prihajajo v Slovenijo in bi lahko en delček zelo malo prispevali k temu, da bi ta območja pridobivala dodatna stabilizacijska finančna sredstva. No, ker smo tudi zbornica, ki pokriva gozdarstvo, tudi na tem delu želimo peljati aktivno vlogo, ne samo, da se pogovarjamo o strategiji razvoja slovenskega gozdarstva, ampak si želimo čimprej odpreti vprašanje glede odprtosti gozdov, torej se strinjamo, da so slovenske gozdovi odprti, vendar je pri tem potrebno urediti odgovornost vsakega, ki vstopa v gozdove. Danes je lastnik odgovoren praktično za vse, kar se na njegovi parceli dogaja, do njegove parcele pa lahko pride ravno kdor hoče, torej tudi tisti, ki pripelje smeti ali pa izvaja kakšne druge nezakonite dejavnosti.
Torej, tu je potrebno poiskati načine za odgovornost vseh, ki vstopajo v gozdove. Na drugi strani pa ravno zaradi tega, ker vsi vstopajo v slovenske gozdove, torej tudi vsi uporabljajo gozdne ceste za prevoze, menimo, da bi bilo prav, da razbremenimo samo lastnike gozdov za sredstva, ki jih morajo namenjati za vzdrževanje gozdnih cest. Glede na to, da so slovenski gozdovi odprti, menimo, da bi to moralo v večji meri priti na sistemski nivo, ne pa na nivo lastnikov slovenskih gozdov. No in na koncu menim, je prav, da omenimo, da se bomo trudili z vsemi inštitucijami in ministrstvi, torej Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, z Ministrstvom za naravne vire in prostor, skupaj tudi z Zavodom za gozdove, zato da bomo pravilno upravljali v slovenskem prostoru z divjadjo in zvermi. Tukaj seveda zagovarjamo biodiverziteto tudi v slovenskem prostoru, torej tudi pestrost divjadi in zveri, vendarle pa sledimo tudi izzivom, ki jih imamo v tem prostoru, torej da zmanjšamo število zveri in divjadi na nosilnost slovenskega prostora. Nekateri obeti, kot smo se že pogovarjali z Zavodom za gozdove in tudi z Ministrstvom za naravne vire in prostor, so obetajoči, zato pričakujemo tukaj učinkovito, aktivno vlogo vseh teh, vključno zbornice, vključno nas, da bomo tukaj lahko sogovorniki, ki bomo zagovarjali stališča za to, da bo škod po divjadi, po zveri v kmetijstvu čim manj. Nekako so to glavne prioritete, ki smo si jih zadali. Seveda nas pa čaka vsakodnevno spremljanje zakonodaje. To je naloga, ki jo moramo v vsakem primeru izvajati. Poleg tega tudi veliko kmetov prihaja na zbornico po nekatere vrste pravne pomoči, pravna svetovanja. Tudi to izvajamo za slovenske kmete in za lastnike gozdov. Torej, poleg teh strateških, kot smo jih že omenili, izvajamo vse druge naloge, ki jih kot zbornica za slovenske kmete moramo izvajati. Se sliši, da ste dobro začeli. Kako kažejo te začetki? Ja, glede na to, da smo šele 2 meseca na zbornici, smo pri nekaterih vprašanjih, menim, da kar uspešni. Eno od teh bi lahko kar pohvalil tukaj sogovornike na Upravi za varno hrano, kjer smo se aktivno lotili pravilnika o biovarnosti in smernic, ki sledijo temu pravilniku. Tukaj lahko rečem, da smo odprli dialog, ki bo vredno prispeval k temu, da bodo in smernice in pravilnik takšni, da bodo obvladljivi za slovenske kmete. Ravno tako smo že imeli nekatere razgovore glede omrežnine na slovenskih kmetijah. Tudi tukaj so obeti za tiste kmetije, kjer je omrežnina poskočila na nekaterih kmetijah, ki imajo tudi sončne elektrarne, je ta omrežnina poskočila po informacijah, ki smo jih dobili, tudi za 600–650%, torej skok izjemno velik, da ministrstvo že pripravlja nekatere ukrepe za to, da bodo obložili te skoke omrežnine na takšnih, ne samo kmetijah, tudi drugih tipih gospodarstv in morda celo poiskali rešitve za povračilo nekaterih plačil tudi za nazaj. To smo usklajeni tudi z ministrom, na sestanku je na nek način obljubil, da bodo se tega lotili. Nimamo še rešitev pred sabo, ne vemo še na kakšen način bo to ministrstvo naredilo, ampak obet je načeloma dober. Lahko rečem, da smo tudi takoj po začetku, po mandatu, torej po izvolitvi tudi mene za predsednika zbornice, pričeli z vsemi aktivnostmi za konstituiranje vseh organov same zbornice, tudi na vseh območjih enotah smo že praktično konstituirali vse organe, sedaj območje enote sami delajo še izpostave. Smo v zaključni fazi tudi konstituiranja strokovnih odborov, ki jih seveda potrebujemo glede na zakonodajo, ki se pripravlja in se bo verjetno v bodoče spreminjala. Tukaj rabimo tudi na zbornici močan strokovni suport in bomo zelo hvaležni vsem, ki se bodo odločili in pomagali preko strokovnih odborov pri sooblikovanju tudi politike v primeru zakonodaje, zakonodajnih sprememb in tudi sicer pri drugih strokovnih vprašanjih, ki jih zbornica ima. Torej, ravno tako smo se srečali že praktično z vsemi poslanskimi skupinami, razen s poslansko skupino Levica. Bomo ponovno pozvali za sestanek, zaenkrat se niso odzvali, verjamem, da se bodo, ker pred novim letom je bilo zelo veliko drugih aktivnosti, tako da smo še tudi tukaj optimisti.
Menim, da smo tudi zelo dobro začrtali prve sestanke s pristojnimi ministri za posamezna področja, ki se tičejo tudi kmetijskega prostora in pa lastnikov gozdov, torej ministrstva ne samo kmetijskega, torej tudi pristojnega za okolje, za prostor, za energijo, tudi za gospodarstvo in tako naprej. Skratka, tukaj peljemo širok dialog, zato ker menimo, tudi sam sem pristaš dialoga, menimo, da bomo z dialogom uspešnejši kot z grožnjami po nekih strokovnih zahtevah. Zato tukaj izvajamo te aktivnosti v tej smeri, da zagovarjamo dialog in tudi verjamemo vanj, da bomo z dialogom lahko preprečili nekatere anomalije, ki se bodo v bodoče dogajale, oziroma tudi spremenili, kar je že narejeno, pa meni, da bi lahko popravili na drugačen način. Kako ste pa kaj zadovoljni z vključevanjem pri nastajanju novih zakonov? Ja, no tukaj je pa naše zadovoljstvo malo manjše. Ne glede na to, da smo imeli prvi spoznavni sestanek z ministrico za kmetijstvo, kjer smo se dogovorili, da nas zbornica vključuje v pripravo zakonodaje vse od osnutkov, vse od prvih izhodišč dalje. Žal se to ni zgodilo. Mi smo tudi na decembrskem sestanku prosili kmetijsko ministrstvo, da nam posredujejo, da se skupaj usedemo, da skupaj sooblikujemo to zakonodajo. Odločili so se za drugačno strategijo, torej da bomo zvedeli o zakonodaji takrat kot vsi ostali, torej ko bo na e-demokraciji, in takrat jo bomo imeli čas preučiti in podati pripombe. Če se je ministrstvo odločilo za takšen pristop, se je pač odločilo, tega mi ne moremo spreminjati, ker je to njihova odločitev, jo pa obžalujemo takšno odločitev, kajti prepričan sem, da je na zbornici ne samo 330 svetovalcev, ampak je nas vseh skupaj v sistemu preko 700, od tega veliko strokovnjakov, ki bi lahko s svojimi pogledi, svojimi izkušnjami, svojim delom na terenu s kmeti in z lastniki gozdov pripomogli k morebitnim nekaterim rešitvam, ki bi bile resnično v prid kmetom, a hkrati ne na škodo zakonodajalcu ali celo nekaterim usmeritvam Evropske unije.